Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Pot pastirskih škratov na Krvavcu sta slovesno odprli državna sekretarka z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs-Podlogar ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Odprtja poti se je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije udeležilo veliko število otrok. Vi veste, da je Slovenija ena čudovita dežela, pravimo, da je zelena, aktivna in zdrava. In tako jo želimo predstavljati tudi našim gostom iz vsega sveta. In zaradi ljudi, kakršni so se zbrali tukaj na Krvavcu, da so tole pripravili, je ta dežela vedno bolj popularna tudi med našimi gosti. Zato jo iz leta v leto obišče vse več ljudi in zelo bo fino, ko bodo tudi družine iz daljnih dežel, iz Azije, pa z Amerike, pa z Nemčije, pa Avstrije, pa z Srbije odkrivali res, kaj vse imamo tukaj za pokazati, za povedati, kako dobro znajo tukaj ta domači skuhati in kakšen čudovit razgled po skoraj vsej Sloveniji, predvsem pa v Julijske Alpe, bomo danes doživeli. Super, da se lahko združi ideja, da lahko država tudi prispeva v končni fazi, ker smo vsi mi povezani na nek način in samo dobra ideja, če jih skupaj ustvarimo, tudi dosežejo svoj rezultat. Ko imate pa družine in otroke in vprašanje, kako kakovostno preživljati prosti čas, kako v tako brošurico spraviti veliko izobraževalnih vsebin, da imamo odnos do narave, o kateri živimo in katere del smo in katere moramo ohraniti tako, kot je za naše potomce. Gre pa vsa pohvala. Jaz se moram tudi zahvaliti Zvezi prijateljev mladine, da ste jih povabili in da so danes tu še bolj številčni otroci, kot drugače ne bi bili. Tako da en lep, prijeten dan vsem družinam. Gre v končni fazi za to, da se imamo fino, nedelja je, tako da samo da uživamo in odkrijemo kakšnega škratka, ga najdemo in da smo skupaj in se imamo radi. Hvala, Uroš in vsem. Nova pravljično doživljajska pot obiskovalce popelje skozi gozdove in prostrane pašnike Krvavca. Obiskovalci se podajo na lov za biseri ajdovskih deklic, obiščejo škratov vrt, izkusijo življenje v pastirski bajti in prisluhnejo gori zvokov. Pot pastirskih škratov na Krvavcu je pravljično doživljajska pot, namenjena družinam, namenjena šolam, vrtcem in vsem tistim, ki iščejo neka drugačna doživetja v naravi. Ta pot namreč temelji na doživljanju nekih ključnih identitetnih točk, ki jih sicer srečamo na Krvavcu. Zlasti seveda pašništva, zdravilnih zeli, lepega visokogorja. Vse skupaj je pravzaprav zaobseženo in zajeto v pravljično zgodbo o pastirjih in škratih s Krvavca, ki je na nek način izhodišče in konec te poti. Na poti seveda se sreča marsikaj, otroci doživljajo in se učijo o značilnostih planine na nek tak drugačen, zabaven način. To zato ni učna pot, ampak je doživljajska pot. Spoznavajo živali na planini, spoznavajo rastlinstvo, spoznavajo neke navade in tudi se učijo obnašanja v gorah, ker vendarle ta pot je tudi nekakšen uvod v svet pohodništva. Družinam želi omogočiti, da so otroci motivirani hoji, ker seveda srečujejo na poti različne lesene skulpture, rešujejo naloge, iščejo seveda čarobni izrek, s katerim bodo pomagali pastirjem na gori in tako naprej. In tukaj lahko doživijo izkušnjo, ki je povezana z pravljično zgodbo, s pravljičnimi liki, seveda ti pastirski škrati so prenesli neko novo zgodbo, ustvarjajo novo legendo na Krvavcu, si upam reči. Ta doživetja so potem povezane še z doživljanjem zvokov na planini, nekaj seveda povezanih z pašništvom, ena posebna točka na poti so tudi kravji zvonci, ki je res tudi zelo, zelo čudovita in ki nek značilen zvok te pastirske planine zelo lepo ponazarja. Torej, povabilo na to zanimivo deželo se splača priti. Jaz mislim, da danes ti zadovoljni obrazi otrok in družin pričajo o tem, da so vsi prišli z planine, bogatejši za posebna doživetja. Pot bo odprta vsak dan v poletnih mesecih. Če ujamete pa še takole vreme, potem boste imeli pa popolni dan na Krvavcu.
Projekt so skupaj zasnovali partnerji na Krvavcu. Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Škratelc pa je poskrbel za koncept, vsebinsko in oblikovno izvedbo. Zanimiva dogajanja na Krvavcu tudi v poletnih dneh, kaj ne da? Ja, poletje na Krvavcu ima strašno velik potencial, začeli smo ga maksimalno izkoriščati. Zelo smo veseli, da je Brunarica Sonček se prijavila na projekt Ministrstva za gospodarstvo in razvoj in zelo smo bili veseli in tudi zelo radi pomagali pri tem projektu. Gre za eno super zgodbo, inovativno zgodbo o pastirjih s Krvavca in o poti, kjer na en tak pravličen način poskuša prikazati to planino kot pastirsko. In vsekakor gre za en produkt, ki bo še dodatno pomagal, da bo Krvavec prepoznan kot pohodniška destinacija, kar je. Mi, bom rekel, z našo kabinsko žičnico v 10 minutah pohodnika pripeljemo praktično v izhodišče Kamniško-Savinjskih Alp in ta potencial želimo izkoristiti tudi s takimi potmi, da lahko najmlajši začnejo nekje svojo, recimo temu, ukvarjanje s pohodništvom na en tak prijeten pravličen način. Da je dogodivščina, da je pravljica in zelo lepo je narejen. Čestitke za idejo, čestitke za izvedbo. Krvavec je pa sploh super, to pa itak vemo. Inovativno, sveže, prisrčno, strokovno in okusno. Čestitke in priznanja celotni ekipi. In ko je izgledalo, da ne more biti bolje, je prišel Vlado Kreslin in nam je svojo pesmijo ogrel dušo in srce. Ko pa prideš ti, se nebo ne razjasni, čez gore ravan, seže mi pogled z goričkega krva.